Jaz sem bila že malo radovedna in sem pogledala, kaj nam je naš prijatelj zavil notri in piše mi, vse, kar iščete, je že v vas, zato iščite v sebi. Danes bom z vami delila svojo zgodbo, redko kdo jo pozna, zato imate privilegij. In ta moj največji življenjski izziv je ljubezen do sebe, to je moja ranljiva stran. In vse se je začelo že zelo zgodaj, imela sem zelo velika nihanja, pač veliko nezadovoljstva in razočaranja. Spomnim se že v osnovni šoli, kako me je skrbelo, kako sedim, kako mi bo na stolu noga se razširila. Pač zelo zgodaj sem se, pač me je skrbelo, kaj mislijo o meni drugi in kako izgledam. Iz leta v leto je bilo težje. Pač imela sem željo po popolnosti in ne vem, dosti krat sem se tudi zaprla v sobo in bila sem čisto brez energije, ker ne vem, nisem se pač imela rada, to sploh ne morem opisati. In evo, to je tabla iz srednje šole, moj prvi stavek, ki ga je šolka napisala, ne bom jedla. Potem sem pretiravala, pač sem perfekcionistka in ekstremistka in ne vem, imela sem obdobje, ko recimo zjutraj sem stala, sem šla teč, potem v garažu telovaditi in telovadila sem 2 uri in zvečer spet znova. Potem en primer je tudi, da recimo poletne počitnice, 2 meseca neprestano sem kolesarila, naredila sem po ne vem, 200 kilometrov. Eno prijateljico sem poslala domov in prišla druga, če nisem imela časa, sem šla spet sama, pač res. Ali pa šla sem na Triglav in ko sem prišla z Triglava, sem spet šla na kolo. Ali pa pred maturantskim izletom sem si zadala, da bom porabila sobnim kolesom 1000 kalorij. In to sem neprestano vozila to kolo, včasih se je zavleklo do 5 zjutraj in moje telo je bilo popolnoma izčrpano. Saj imela sem tudi obdobje zadovoljstva, samo tega je pa bilo res malo. Slej ali prej sem spet zapadla nazaj. No, potem me telo več ni me sploh obogalo, ker to moje nezadovoljstvo ni prenašalo, bo tudi preveč je bilo enega napora in sploh nisem dala telesu, da bi se spočilo. Potem so se mi nabirali kilogrami in spet sem bila nezadovoljna, nisem se hotela družiti. Ja, in potem, to mi gre samo jok, sem pač... In v času študija, moji domači so mislili, da je meni v Ljubljani tako lepo, ampak tam sem imela nekak mir, da se zaprem, očitno še je rano, da se zaprem v sobo, ne vem, in sem zapadla v bujnijo. To je pa ena taka bolezen, pač strah pred debelostjo. In tudi, ko se pogledaš v gledalo, pač vidiš se čist drugačen kot si. In že sem imela tako natrenirano mišico, pač, da sem lahko brez da upravljam prste izločala hrano. In lahko sem tudi izbrala, če bom izbruhala krompir ali pač, to sem tako natrenirano. In ne vem, v enem trenutku je prišlo že tako daleč, da se je pojavljala kri. In potem sem začela brati na internetu, kakšne so posledice. In ko sem prebrala pač slab zadah, ne vem, rak, mene je tako pretreslo. In potem sem imela na voljo 2 smeri, kaj bom izbrala, če bom obupala, ker sem res bila že čisto na koncu, ali pa grem naprej. In zato sem se podala v duhovnost, raziskovanje, začela sem pač pogledala sem vase in ugotovila, da se vse skriva znotraj nas in da ne rabimo iskati potrditev zunaj nas, ampak imamo vse v sebi. In
pač ključ je ljubezen do sebe. Kaj bi vam rada svetovala, da ne čakate na popolnost, če se je komu kaj zaštrikal, da začnite zdaj, ker te popolnosti nikoli ne bo. Boljše je, da se sprejmeš in se bo telo pač v mojem primeru teža takrat uravnovesila in boš postal takšen, kot si želiš. In zame je to danes res velik izziv, da danes prvič predavam pred toliko ljudmi. No, in vsak je poseben na svoj način, ne vem, dobili smo telo, s katerim lahko uresničimo svoje sanje in fajn je, da smo hvaležni za njega. In potem pač moramo biti v stiku sami s sabo, ne to, kaj nam drugi pravijo, pač ne moreš biti vsem všeč, lahko si pa všeč sebi in to pretehta vse. Zdaj, meni zelo pomaga nočni sprehod, ker takrat se energija umiri, pač ljudje grejo spat in takrat sem najbolj povezana sama s sabo. Ne vem, gledaš zvezde, predajaš vse skrbi vesolju, ne vem, veš, da te podpira nekaj, kar je nad tabo. Potem živahna glasba, rada tudi zaplešem kaj pred ogledalom, ali pa pojem zelo rada. Potem pač meni tudi pomaga, če se mažem z nekom za telo, pa se občudujem. Pač saj jaz še nisem tako daleč, da bi zdaj rekla, da vam predam nekaj, kar sem že usvojila, ampak spodbujam vas, da če ste se kje tudi vi zataknili, da pač izberite pot naprej, ne nazaj. Pa ogledalo, da si pač govoriš, da si lep, pa ni vedno lahko, ampak se splača. Zdaj za konec bi vam pa rada povedala to. Svoje telo sprejmi kot darilo, s katerim lahko usvojiš karkoli si želiš. Dano ti je bilo za to. Vprašaj se, zakaj je ravno takšno, kot je. Poslušaj ga, kaj rabi in potem mu to tudi daj. Občuduj se, igraj se, objemi se, bodi si všeč. Ko se bo sprejel točno takšnega, kot si, več ne boš želel biti nekdo drug. Unikaten si najlepši.